V netunetamski deželi je bilo že spet živahno. Priredili so namreč veliki pomladni lov na divjad. Zato so se na gradu zbrali pomembni gostje iz bližnjih in daljnih kraljestev. Prišel je Herbert Veliki, kralj sončne dežele. No, sicer pa kar prisluhnimo. Njegova svetlost Herbert Veliki, kralj sončne dežele. Njegova mogočnost Turbidi mogočni, kralj rožne dežele. Njegova preuzvišenost cesar Fideli, vladar Koromandije. Kralj Lambert, ki je bil veliki organizator letošnjega lova, se je že vnaprej veselil bogate lovske bire, saj je vedel, da so netunetamski gozdovi še kako polni divjih živali. Izvedbo in organizacijo tega pomembnega dogodka je zaupal grajskemu lovcu Joklu. Ja, pa ne pozabi povedati, da je to tisti Jokl, ki še mravlje ne bi pohodil. Tako ima rad živalce. Čisto res. Da pa bi na kakšno srnico pomeril s svojim lokostrelom ali pa na zajčka. Vam povem, mu takoj sape zmanjka. Ubogi Jokl je že vse jutro ves nesrečen sedel v najbolj odmaknjenem kotu gradu in premišljeval, kako naj se izogne tej grozni nalogi in obvaruje svoje prijateljice živali. A vse zaman. Jokl? Glej, da mi poiščeš mesto, kjer bom imel najboljši pregled. Dobro veš, da moram biti danes prvak lova. Že kar vidim, kako se bo Fideli vzkisal obraz, ko bo videl, koliko boljši strelec. Seveda, vaše visočanstvo, seveda. Razumem, seveda. Vse bom storil tako, da bo prav, seveda, vaše visočanstvo. Zelo se bo poskrbljeno. Lovci so že zasedli svoja mesta, odkudar naj bi na to prežali na svoje trofeje. Tudi kralj Lambert je ves zadovoljen sedel v krošnji največjega hrasta v gozdu. Ni miške, ki bi uspelo neopaženo smukniti mimo mene. Pazite se, medvedi, mrjasci in volkovi, veliki lovec Lambert čaka na vas. Delo gonjačev, to so tisti, ki morajo z vpitjem in hrupom živali prignati ravno pred lokostrele nadobudnih lovcev, so zaupali ječarju Brunu, konjušniku Šimetu in kletarju Hinku. Vsi trije so se opremili vsak svojim loncem, po katerem so veselo razbijali s kuhavnicami in na ves glas kričali. Kje se obira ta Jokl? On bi vendar moral skrbeti, da bi vse potekalo po načrtih, zdaj pa ga ni od nikoder. A kralj ni imel več časa godrnjati. V tistem trenutku so namreč pritekle prve živali in čas je bil, da se zabava prične. Vsi veliki lovci so že namerili vsak na svojo trofejo, prsti so že pritiskali na sprožilec, ko se je naenkrat od kdo ve kot na ovijalki, kot Tarzan pripeljal Jokl in kot zrela hruška telebnil prav na sredo skupine srnic, zajčkov in lisičk.
ki so se prestrašeno razpršile na vse strani. 300 zelenih lisic, jokal vendar, Da bi ti vse cvetlice ovenile. naj ti sonce mrkneti nesreča delovska. Ja, pri kraljevi kroni, vendar kaj se dogaja? Pa je se v lov poslu. Oprostite, se nisem mislil. Nisem nalašč. Legonjačem sem hotel pomagati, da bi prignali čim več divjačine pred vaše puščice. Še enkrat, prosim. Oprostite, no, ne bo se več ponovilo, klanjam se. Klanjam se. No, lovci so se kmalu potolažili, saj se je iz gošče že zaslišalo domastenje večjih živali, kot so volkovi, divje svinje in medvedi, ki so za vsakega pravega lovca največji izziv. Lokostreli so se spet namerili proti robu jase in čakali na usodni trenutek. Na jaso so najprej skočili volkovi, takoj za njimi 3 debele svinje in velik rjav kosmatinec. Za trenutek je vse utihnilo. Klik, 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 klik je delalo. Živali pa so nemoteno oddrvele v varno zavetje gozda. Pri vseh mlečnih slapovih, vendar nekdo mi je iz lokostrela ukradel puščico. S praznim sem streljal, zato bo še nekdo plačal. Meni pa je nekdo z loka snel tetivo, 300 žuljenih mokasinov. Če ga dobim, bom jaz njemu glavo snel. Jaz sem tudi na prazno streljal. Nekdo mi je izmaknil sprožilec. A mislite, da nam je spet jokal zagodel? Ja, ne bi dal zanj roke v ogenj. Že spet ga ni na spregled. Tudi meni se zdi, da je imel on prste zraven. Bo že se videl. Tako so se vsi nejevoljni, hrabri lovci odpravili nazaj na grad. Gozdne živali pa so brez praske preživele ta veliki lov. Na gradu je že vse kazalo na to, da bo ubogi jokal zaradi teh svojih neumnosti, kot jih je poimenoval kralj Lambert, izgubil službo grajskega lovca. Tudi marsikatera krepka mu ne bi ušla, ko so na mizo prinesli okusno večerjo. Pripravljena je bila iz samih gozdnih sadežev. Sej to je krasno. Kako slastna rižoka. Zjučki. Ker prste bi si polizal, no pa si jih krpal. Ja, krono dol pred tole solatko. Ja, pa kaj jo vendar dela tako okusno? Ja, poglej, kislice so tu, pa gozdne redkvice, divji česen, ja, neverjetno domiselno. Tako sladek poskusite. Te čudovito pripravljene gozdne jagode s borovnicami, brusnicami in smetano. Lambert, vaša kuharica zasluži nagrado. Tako je, bravo, bravo. No. Kaj bi to? Pravzaprav bi morali jokla pohvaliti. Veste, prav vse dobrote je on nabral in potem še sestavil jedilnik. Ko so to slišali, je njihova jeza na jokla takoj splahnela. Niso mogli biti več hudi nanj in vse mu je bilo odpuščeno. Dogovorili so se celo, da se jeseni spet dobijo skupaj, vendar ne bodo lovili. Pač pa jih bo jokal popeljal po svojih gobarskih terenih.